Dobar dan. Lep pozdrav. Dobar dan. Dobar dan. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, v imenu stanovalcev in sodelavcev Doma Tabor vas prav lepo pozdravljam in vam izrekam eno res prisrčno dobrodošlico. Zahvaljujem se vam, da ste se v teh težkih časih spomnili na nas. Res nam ogromno pomeni za dom oziroma za vse domove v Sloveniji so to težki časi in pred temi prazniki se mi zdi še posebno pomembno ta vaš obisk. Jaz bi prosila še enkrat za en aplavz. Predajam besedo še županu. Hvala lepa, gospa direktorica Martina. Seveda lep pozdrav vsem skrbovancem, ki sem zelo vesel in verjetno bo tudi predsednik, ki je vodstvo Doma Tabor poskrbelo, da se lahko pohvalimo, da do tega trenutka smo zdravi in čisti. In tudi v občini zaenkrat imamo do tega trenutka samo 2 z virusom. Eden je dobil v Španiji, drugi pa v bolnici. Tako da do tega trenutka smo z vsemi ukrepi, ki smo jih v občini se lotili, z 6. marcem, ki smo prekinili vse dejavnosti na športu, na kulturi, v osnovno šolstvu, vrtcu. Ravno tako tukaj je bilo dogovorjeno z direktorico, da se dom zapre za obiskovalce in vse tiste, ki so prej not prihajali. In to je eden takih rezultatov, ki nas na nek način spodbuja, pa vsakodnevno nas skrbi, da ne bi bilo jutri drugače. Jaz bi se, predsednik Borut Pahor, ti res iskreno zahvalil, da si se spomnil, ker bo dela kmalu 5 let, ker smo tukaj odprli ta prekrasen naš dom, ki je v lasti občine, in da boš tudi po vsej verjetnosti, če bomo potrebovali kakšno pomoč, priskočil na pomoč. Gre za ukrepe, ki nas kot lastnika občine in seveda tudi vodstvo in tudi zaposlene skrbi, kako v nadaljevanju, glede na to, da so zelo malo tudi nelogični ukrepi, nelogične zahteve in verjetno v naslednjem tednu lahko pričakuješ, da ti pošljemo kakšno sporočilo in da potem tudi preko predsednika vlade določene zadeve poročite, da bojo lahko obstali domovi in obstali tudi zaposleni in da ne bi padel v strošek na, seveda naj bo to na davkoplačevalce občine ali pa države. V tem trenutku bi samo, da zaključim, o vseh podatkih brez potrebe, da navajam, ker so vsakodnevno skoraj identični po vseh občinah, s tem, da smo mi podeželna občina, ker imamo prednost, da ni bojazni toliko kot nekje v mestih in da z tega mesta zaželim še enkrat vsemu vodstvu, vsem oskrbovancem našim, čim dlje zdržati pod tem navodili, predvsem pa polagam na srce vsem oskrbovancem, da naj to domačim povejo, da je v vsakem koraku skozi vhod lahko kritičen za vsakogar, ki je v tem domu. Tako da, predsednik, res, hvala ti lepa in krasna gesta, jaz te že dolga leta se poznava in ne dvomim v te tvoje, kako rekel, socialne občutke in tudi razumevanje, da v takih težkih trenutkih, kot je rekla direktorica, da si nas obiskal. Hvala lepa. Dober dan, gospod predsednik. Dober dan. Lep pozdrav, gospa Marjana. Gospa Marjana, jaz sem tako vesel, srečen sem, da vas vidim. Ne vem, če se spomnite, da sva praznovala tukaj bučno in se zabavala in upam, da... Kako? Ja. Hecam se malo. Spoštovani gospod župan, spoštovana gospa direktorica, gospa Marjana, gospe in gospode, mislim, da se zdaj srečujemo 3. ali 4. 3. sem jaz tukaj,
Bil sem na otvoritvi teh prekrasnih prostorov, to je bilo leta 2015. Mislim, da je to eden najlepših domov v Sloveniji, na enem najlepših krajev v Sloveniji. Bil sem tukaj, ko sva z gospodom Nadškofom praznovala 100 let vaših, gospa Marjanca, in sem danes tretjič, ker sem danes brat Nadškofa, pa sva se v zvezi s tem slišala, naj vam povem, da vam prinašam tudi njegove pozdrave. Rekel je tudi, da vam lahko dam v njegovem imenu blagoslov, vendar se tega kot predsednik republike ne upam narediti. Vam pa prav gotovo, iz srca, želim čudovite velikonočne praznike. Vsem. Vam tukaj in vsem stanovalkam in stanovalcem domov za starejše po celi domovini. Prosim, sprejmite te praznike kot eno posebno doživetje. Tudi vi, ki ste v Sloveniji med najstarejšimi, ste doživeli toliko stvari. Gospa Marjanca ima 100 let in bi skoraj čakala in prvo svetovno vojno in drugo svetovno vojno in vojno za osamosvojitev in vse, kar je bilo vmes, pa takih razmer, kot smo danes, ni doživela. To je nekaj, kar nas zdaj preizkuša kot ljudi, nas preizkuša kot skupnost, ali bomo dali vsak posameznik in mi vsi skupaj najboljše vrline, ki jih imamo, sočutje, solidarnost, razumevanje, potrpežljivost. Vse to je zdaj na eni veliki preizkušnji in dovolite mi, da rečem, in to res tako mislim, res tako čutim, da Slovenija dobro premaguje razmere, v katerih smo se znašli. Se dobro sooča z posebnimi razmerami, ki so nas doletele. To mislim zelo iskreno. In le upam lahko, da bomo z enako politično in strokovno enotnostjo, ne glede na razlike v politiki, v stroki, šli glede ukrepanja tako naprej, kot smo šli. Jaz sem seveda gospoda župana dobro slišal, seveda so pripombe, so priporočila, so predlogi za spremembo ukrepanja. Vidite, da pristojni slišijo te glasove, se prilagajajo, vse zato, da bi bilo v Sloveniji čim manj okuženih, da bi bil zdravstveni sistem tiste, ki so okuženi in so zboleli resno, obravnavati primerno, da preživijo. Vse to nam je zaenkrat uspevalo, ta krivulja vzpona okužb in krivulja vzpona tistih, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, je v mejah našega obvladovanja. To se mi zdi, glede na to, da vidimo lahko neke primere držav, ki jim to ne uspeva v enaki meri, glede tega smo lahko zadovoljni. Jaz bi tukaj posebno zadovoljstvo, ne vem, občudovanje izrekel glede vašega osebja, gospa direktorica, tako negovalcev, negovalk kot zdravstvenega osebja. Jaz mislim, da so to ljudje, ki so pokazali v tem težkem trenutku res svoj najboljši obraz. Mislim, da smo jim vsi lahko zelo hvaležni. Ali vas lahko prosim, da jim po tej poti vsi damo en velik aplavz? Bravo. Vedno, pa nisem znal tega do zdaj tako razumeti, ko govorimo o institucijah, o sistemih, recimo tudi o zdravstvenem sistemu, seveda lahko najdemo v njem, tudi v sistemu skrbi za starejše občane, cel kup pomanjkljivosti. Ampak kaj se na koncu vedno izkaže? Na koncu gre za ljudi. In ljudje v teh sistemih so se v teh razmerah izkazali sijajno. Sijajno. Njim grejo tukaj na predvečer velikonočnih praznikov izrazi našega občudovanja in hvaležnosti in zahvale. Mislim, da tudi vaše. Prosim vas, da zdaj te praznike čim bolj lepo praznujete. Mislim, da je zelo pomembno, da veste, da niste sami. Jaz se spomnim mojega prvega obiska v domu za starejše občane v Logatcu. Najprej smo ga odpovedali, ker so bile pač take razmere. Potem pa je gospa Tereza posebej prosila, da vse bojo storili samo zato, da pridem, pa sem rekel v redu, če je tako, bomo videli, kako bo to izpadlo. In potem sem na oknu, tako kot vas vidim, gospa
videl eno gospo, ki je začela jokati med mojim govorom. In razumel sem, da je ganjalo to, da ni imela občutka, da ostaja sama. Ne povem, ne vi tukaj, ne starejši v domovih po Sloveniji, ne ostajate sami. Pristojni so sprejeli neke ukrepe, ki jih razumejo za potrebne za vaše zdravje, ampak vsi smo v mislih in drugače z vami. Slovenija je povezana. Vsi smo na različnih področjih, vsi imamo neke odgovornosti, vsi imamo neke skrbi. In razumljivo je, da imate vi tudi celo strahove. Vse to je v teh okoliščinah absolutno razumljivo. Ampak glejte, na koncu, vi ste ljudje, tudi vi, spoštovana gospa Marjanca, mi dva bova praznovala tudi 105. rojstni dan in 110. in tako naprej, če bom jaz še to učakal. No. Vi ste doživeli marsikaj v življenju. Vi ste, bom rekel, modrost naše družbe in države. Vi veste, da je z eno potrpežljivostjo in tudi z eno vedrino srca in duše mogoče to premagati. In bomo. Na koncu bo še vse dobro. Kot sem pa rekel, nas ta čas preizkuša in dejmo zdaj vsi skupaj od sebe najboljše. Prosim, imejte lepe velikonočne praznike, doživete. Upam, da je v teh praznikih tudi nekaj stvarnosti in ne simbolike, da bo kmalu po njih prišlo do začetka ene nove epohe, ko se bomo lahko veselili počasnega, zmernega seveda vračanja v normalno življenje. To mora biti seveda narejeno tako, da bomo lahko zanesljivo vedeli, da ne tvegamo življenja ljudi in njihove varnosti. To ne bo tako enostavno, ampak ne vam povem tudi spet po moji presoji. Ljudje, ki sprejemajo ukrepe, se trudijo sprejemati ukrepe tako, da bi bilo najbolj prav. Priročnika za to ni. Tukaj so neke arbitrarne odločitve, ki se potem lahko strokovno, politično, drugače diskutirajo in tudi to, kar si ti rekel, župan, to je legitimno, bomo proučili, bodo proučili, se slišimo, bomo videli, kaj je potrebno. Skratka, lepo se imejte, tukaj vidim gospoda, da ima harmoniko in upam, da boste zaigrali eno čudovito skladbico in jaz se vam že naprej zahvaljujem. Nekateri ste tudi obiskali že predsedniško palačo, je res? Ja. In če kdo od vas tega ni naredil, potem vas prosim, da to storite takoj, ko bodo te razmere mimo. Danes tukaj vas vabim, da me obiščete. Danes se sploh ne moremo objeti. Kaj je zdaj to? To ne gre tako. Ko bodo dopuščale razmere, da se bomo tudi objeli, in to bomo storili v predsedniški palači, ko me boste obiskali, bomo praznovali življenje. Bomo praznovali življenje. Srečno! Dober dan, gospod predsednik. Vesela, da vas vidim spet. Po dolgo čas, po 2 letih. Pa še takrat je bilo tudi zelo lepo.
No pa je zdaj tudi lepo. Glejte, Slovenija, vsi, ki smo v teh razmerah poklicani, da v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepamo, smo osredotočeni in moramo biti osredotočeni na reguliranje našega življenja tako, da to zdravstveno krizo premagamo. To pravim zato, ker je zdaj zelo, zelo pomembno, da vsi poskušamo osredotočiti, fokusirati naše izjave, ravnanja na potrebno enotnost, politično, strokovno in siceršnjo pri premagovanju izzivov, pred katere nas postavlja sedanja situacija. Naj tudi rečem, da v osnovi menim, da Slovenija zelo spodbudno premaguje to krizo in si želim, da bi tako nadaljevala tudi po velikonočnih praznikih. Ves medij, zaprosim. Dajmo ljudem dopovedati, da ta egoizem, kateri se dela, res izkazal neverjetno, jaz sem ga občutil vsakodnevno, ampak to je strah, to ni tisti egoizem trenutnega nekega slabo nekem kapitalu, ampak preživetje. Tako da ne bi bil predolg, jaz bi res se iskreno zahvalil tako vodstvu Martini, vodstvu Gregorja Maja, glavna sestra, nekam je odšla, financerka, Zdravkotu, tehnične službe in vsem zaposlenim še enkrat. Mirne praznike, v torek je spet normalen delovni dan za nekatere, za vas pa 24 ur na dan. Tako da res se vam zahvaljujem, da ste zaznali in da razumete, da je treba dom obdržati brez kakršnikoli težav, ki danes sem gledal, sem prišel sem, je v Ljutomeru naraslo, v vseh domovih raste, Bokavce in tako dalje. Res vodstvu še enkrat hvala lepa in mirno in razumsko pojmo svoj čas. Hvala, predsednik. Tudi še enkrat, da ste se glasili. Ta vaš obisk verjetno vidite, da nam res ogromno pomeni. Glede na to, da se bližajo prazniki, vam tudi sama v imenu stanovalcev in naših zaposlenih želim lepe praznike, vam in vašim najbližjim. Glede na to, da vam ne moremo nič drugega dati, vam izročamo potico, ki so jo spekle naše kuharice, tako da res želim lepe praznike in še enkrat iskreno hvala. To so darilo v modernem času. 72 ur boš čakal. Glede na to, da ne smem, vas lepo prosim. Hvala. Bodo enako želim ti veselo, mirno. Hvala. Pazite nas in ne na drugega, prav? Vam pa hvala lepa za vse. Ljudje vas imajo neskončno radi. Zdaj zlasti. Pazite nas. Hvala vam. Tudi danes stavljamo maske po gospodinstvih. 2500 gospodinstv, vsak gospodinstv ima 3 maske. Za naprej,